Dragi mladi, že več let so razmere širom Evrope zelo negotove, kar se močno odraža tudi v položaju vas mlade generacije, ki ji, če smo iskreni, Evropa do danes še ni uspela ponuditi prihodnosti, kot si jo ta zasluži. Poskusi v obliki programov za zaposlovanje mladih so se sicer izkazali za dobrodošel ukrep, vendar pa še vedno kot nezadosten za občutnejše izboljšanje položaja mladih. Sam sem že večkrat tudi v Evropskem parlamentu opozoril na to, da je pomembno, da se v okviru teh programov mladim zagotovi predvsem kakovostna delovna mesta in stabilnost, ter da ne smemo pristati zgolj na ukrepe za popravljanje statistik brezposelnih, ki dolgoročno ne rešijo težav. Menim, da lahko tukaj Evropska unija stori še precej več, kot je sedaj pokazala. Kot eno izmed ključnih področij, ki terja korenite ukrepe, je treba izpostaviti prekarno delo, ki vse bolj postaja nova oblika sužnje lastniških razmerij 21. stoletja. V Sloveniji bi naj bilo že približno 250 tisoč prekarnih delavcev, po podatkih OECD-ja pa je v Sloveniji kar 74% mladih, ki delajo na podlagi začasnih pogodb, kar je 3-krat več od povprečja v tej organizaciji. Gre za grozljive podatke, ki očitno nikogar dovolj ne zdramijo in ne motijo, saj bistvenih ukrepov na tem področju še vedno nismo videli, vsi govorijo samo o fleksibilnosti delovnih mest. Neprekarno delo je treba odgovoriti z izboljšanim nadzorom na terenu, sankcijami za kršitelje in sistemskimi ukrepi, ki bodo prekarcem priznali vsaj tiste temeljne socialne in delavske pravice. Mladi so največkrat kapital naše družbe in ne smemo si privoščiti, da bi kot družba takšen kapital zapravili. Ne gre zgolj za vprašanje brezposelnosti, saj to povzroča tudi številne druge negativne posledice, kot so socialna izključenost, revščina, nezmožnost načrtovanja družine in apatija. Razočaranje, kar močno vpliva seveda potem tudi na mentalno in pa fizično zdravje posameznikov, kar ima lahko dolgoročno hude posledice. Evropa torej mora prepoznati dejstvo, da brez mladih, ki aktivno vstopajo v družbi ter s svojim znanjem in talentom prispevajo k boljšemu jutri, ne more obstati niti ne napredovati. In kaj vse ob tem izzivih, ki jih ni malo, ostaja mladim? Sam sem prepričan, da je bistveno to, da se mladi čim bolj vključite v proces odločanja, da aktivno sodelujete pri oblikovanju političnih odločitev in da se vaš glas sliši. Nedvomno je ravno participacija mladih eden izmed ključnih izzivov Evropske unije, ki se tudi sicer sooča s kritikami, da je vse bolj oddaljen od svojih državljanov in tu mladi niso nobena izjema. Mladim bi svetoval, da so vztrajni ter da glasno in odločno povedo svoje zahteve, saj bodo sicer prezrti. Apatija in nezainteresiranost nista prava odgovora na krizo, v kateri smo. Ravno sedaj, ko moramo odgovoriti na vprašanje, kakšna bo Evropska unija v prihodnje, je toliko bolj pomembno, da se v te razprave aktivno vključimo vsi, tudi vi mladi, ter svoje ideje poveste na način, da bo razumljiv tudi odločevalcev. Vesel bom, če boste svoje predloge in komentarje o prihodnosti delili tudi z mano, pa naj gre za področje zaposlovanja, socialne politike, begunske krize, pogajanja o tajnih trgovinskih sporazumih, finančnih zadevah ali zgolj o vašem videnju evropske prihodnosti. Vabljeni ste, da me kontaktirate na družbenih omrežjih ali preko elektronske pošte. Srečno in upam, da se v priložnosti srečamo tudi v živo. Pozdrav iz Bruslja.